No, letos smo resnično nekako izpolnili našo dolgoletno željo, da imamo tudi igrišče za otroke. Ta projekt je nastajal nekje, bi rekla, 4 do 5 let. Imeli smo že celo ponudbe klasičnih igral, ampak takrat so bila seveda sredstva, ki bi jih morali za to nameniti, porabljena za druge namene, ker je bilo pač bolj pomembno. Tokrat pa smo v sodelovanju z Vzajemno uspešno izpeljali projekt teh igral. Arhitekturno zasnovo sta naredila dva mlada slovenska arhitekta, in sicer gospodična Mojca Črešnik in gospod Matija Kovač, za kar smo jima pravzaprav precej hvaležni, ker sta v začetku, glede na to, da so igrala, bi rekla, niso klasična, ampak so bi rekla, premišljena v tej smeri, da se otrok ne samo igra, ampak da se tudi nekaj nauči in zaigra in da pozabi na čas dejansko na igralih. Smo, bi rekla, za to njuno pomoč in sodelovanje izredno hvaležni, ker sta, bi rekla, prebila tudi let v tej smeri, igrala morajo zadostiti določenim varnostnim zahtevam. In ona dva sta tu izredno veliko časa posvetila temu, da so igrala primerno narejena, da so narejena iz primernih materialov in da pač so otrokom prijazna, lesena igrala in mislim, da tudi vsaj po tem, kar smo do zdaj videli, otroci kar uživajo na njih. Sicer pa moram tu poudariti, da je, bi rekla, v Celju teh igralnih kotičkov ni ravno veliko, tako da upam, da bomo tudi mi prispevali s tem našim igriščem, da bodo otroci, ki pridejo sicer k nam pogledati konje večinoma, tudi kakšne pol urce prebili na naših igralih in uživali. In ob tem seveda, da bodo starši lahko v miru spili svojo kavico ali kakšen drug napitek, kar seveda je včasih tudi prijetno, a ne? Predvsem za starše, da imajo trenutek, ko si lahko oddahnejo. Ob tem, da so naša igrala nameščena tako, da dejansko starši, ki sedijo na terasi pred restavracijo, otroka ves čas vidijo. V bistvu smo naredili tudi varnostni pas, tako da otroci, ki stečejo recimo skozi vrata na parking, ne morajo pasti takoj pod avto. Tako da poskušali smo upoštevati čim več tudi varnostnih vidikov. In moram reči, da nas je ta dogodek današnji, moram reči, mene osebno je zelo v srečo, ker je res že par let poskušamo to izpeljati. No, kot običajno na dnevu odprtih vrat že tradicionalno prikažemo zanimive discipline, ne samo, bi rekla, pač preskakovanje in dresuro, ki sta, bi rekla, ljudem majčkeno bolj poznana, prikažemo tudi western jahanje, ki trenutno poteka v zunanjem jahališču. To je, bi rekla, ena specifična disciplina, ki jo ljudje ne poznajo tako dobro in je seveda zelo zanimiva za gledalce. Možnost se bo popeljati s kočijo. Prikaz podkovanja konj bo v hlevu, v notranji jahalnici poteka brezplačno jahanje konj za obiskovalce in seveda prikaz šole jahanja z našimi najmlajšimi, oziroma niti ne najmlajšimi, ampak začetniki, ki so uspešno pridobili tekmovalne licence in bodo počasi začeli osvajati rozete in pokale. Tako da bo ta program se bo ponovil v dopoldanskem in potem seveda v popoldanskem času. Na voljo bodo tudi okusna kosila za obiskovalce, tako da bo za vsakogar nekaj, za otroke sladoled pa Vzajemko, za starše mogoče kakšno pivo in kavica in, bi rekla, kakšno kosilo, tako da vsak, ki bo želel, bo lahko nekaj našel za sebe. Seveda moram povedati, da si lahko obiskovalci kupijo podkvico sreče, to je že tudi klasično pri nas, in pa na stojnici Centra konjeniškega športa je možno kupiti tudi rozetke za spomin na dogodek, tako da vabljeni. Sredi septembra imamo pri nas v bistvu zaključek tekmovalne sezone zunaj, in sicer s finalom Pokala Slovenije, kjer se bodo pomerili
v bistvu mlajši mladinci in pa člani, vsaki seveda v svojih kategorijah, za končne rezultate v skupnem točkovanju za pokal Slovenije. Potem pa seveda v novembru ponovno mednarodni turnir, klasika v notranji areni, CSI 2 zvezdice, se pravi, in svetovni pokal istočasno. Tako da mislim, da do konca leta bo še kar nekaj dogajanja pri nas. To vmes bomo pa sigurno še kaj našli, da bomo privabili obiskovalce k nam.